mogoče v tem smislu, da so tukaj neke dejanske posledice tega, ko recimo nekomu ukradejo vse prihranke, lahko rečemo, ne. Tukaj zadaj stojijo ene človeške zgodbe, ljudje, za nekoga je lahko tudi 3000 € vse, kar je imel, in če to izgubi, je to lahko katastrofa za nekoga, ne. Tako da želimo, da je tega čim manj, in tudi želimo, da se odgovornost za te spletne zlorabe tudi začne malo bolj pravično porazdeljevati, da ni vedno oziroma v veliko primerih uporabnik tisti, ki nosi vso škodo, tudi če ni bil recimo kriv za to, ne, če ni naredil nič narobe. Tako da mislim, da moramo se tukaj začeti o tem pogovarjati, odpirati to temo in se res nenehno izobraževati, zato ker moramo se zavedati nekaj, spletne zlorabe so predvsem psihologija. Tukaj ni stvar neke visoke tehnologije, ampak tega, da mi nasedemo na neke finte, če rečem po domače, a ne, da nas nekdo nekaj prestraši ali pa da nas pohlep žene k nečemu, ne. Tako da želimo biti močni, da se temu upremo, ne, ker sveta brez digitalnega ne bo, ne. Temu upirati se nima smisla, obenem pa moramo tudi poskrbeti, da bomo nekako čim bolj varni.